Pozdravljeni! Zopet bomo govorili o delčku Jezusovega učenja na gori. Jezus je rekel takole: blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Kaj pomeni ta stavek? Zaustavimo se najprej ob besedah pravica in pravičnost. Pravica je nekaj, kar je v skladu s človekovimi družbenimi predstavami in pravili o vrednotah, recimo moralnih vrednotah. Če si človek želi pravice, si torej želi, da bi bilo nekaj v skladu s temi načeli, pravili in predpisi. Pravičnost pa je lastnost človeka, ki živi v skladu s pravico. Ko beremo Jezusove besede v kontekstu, ugotovimo, da pravičnost in pravica ne zadevata le človeške pravice, temveč nekaj veliko večjega. Težava človeške pravičnosti je v tem, da se ta spreminja glede na trenutno duhovno stanje neke družbe. Božja pravičnost pa je od človeške precej drugačna, je konstantna in se ne spreminja. Jezus pravi: blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo. Jezus nas tukaj poziva k višjim standardom, k življenju pravičnosti po božjih standardih in ne po človeških. Človeški standardi pravičnosti se vedno spreminjajo. Na primer, le pred nekaj desetletji je bilo skrajno nesprejemljivo, da bi se igralci v filmih vulgarno izražali ali pa nemoralno in perverzno vedli. Danes pa se moraš potruditi, da najdeš film brez kletvic in brez promoviranja nemoralnega življenja. Do božjega standarda pravičnosti pride človek drugače kot do človeškega. Človek se mora le spreobrniti in podeljena mu bo božja pravičnost. Svetopismo pravi: božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa in sicer vsem, ki verujejo. Če si želiš pridobiti božjo pravičnost, se moraš spreobrniti, ne pa postati samo bolj priden. Če ne veš, kako bi to naredil, si lahko ogledaš naš prejšnji video, žalost ali veselje. Res je, da svetopismo pravi, da je Bog ljubezen, vendar hkrati je tudi res, da je Bog pravičen. Še več, on je standard pravičnosti. Bog sovraži krivico in v svoj dom, v nebesa, bo dovolil vstopiti samo ljudem, ki so pravični po njegovem standardu in ne po človeških standardih. Jezus je rekel: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu, kakor po meni. Bojim se, da se bo mnogo dobrih ljudi brez Jezusa znašlo v zelo velikih težavah, ko bodo nekega dne stopili pred Boga in dajali odgovor za svoje življenje. Zato se tudi oznanjuje evangelij po vsem svetu, da bi ljudje prišli do božje pravičnosti in lahko živeli večno. Kajti ko človek umre, umre samo njegovo telo, duh in duša živita naprej. Povrh tega pa je telesna smrt le začasna, kajti obljubljeno nam je, da bodo tudi naša telesa na koncu časov obojena v življenje. Ljudje, ki so poslušali Jezusovo učenje pred 2000 leti, so živeli v bližini puščave. Zavedali so se, da ti zlato in srebro prav nič ne pomagata v puščavi daleč stran od civilizacije. V takšnem okolju sta hrana in pijača neprecenljivi. Tako kot sta lakota in žeja po hrani in pijači telesni potrebi in sta nujna za preživetje našega telesa, ravno tako sta lakota in žeja po božji pravičnosti, ki nas posvečuje in opravičuje, odločilnega pomena za pridobitev in ohranitev večnega življenja. Potemtakem zares izjemno srečni bodo le tisti, ki čutijo lakoto in žejo po božjem standardu pravičnosti in se nanj tudi odzovejo. Kaj namreč pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi ali zapravi? Sem Andrej Zelenjak za Center Evangelij danes.